Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. V drugem predvolilnem soočenju, v predvolilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije gostimo kandidate 7 političnih strank. Njihove pozicije v studiu smo določili po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov posameznih kandidatk in kandidatov in poglejte, kaj smo dobili. Na moji desni so 4 gospodje in na moji levi 3 dame. Dober večer vsem in dobrodošli v našem studiu. Če bi bilo razmerje med moškimi in ženskami v novem državnem zboru enako temu, ki ga imamo nocoj v našem studiu, bi bila Slovenija prva članica Evropske unije, v kateri bi delež žensk vsaj eni politični ustanovi presegel 40%, kar je evropski cilj do leta 2020. Torej, prvi na moji desni, da vas zdaj malo podrobneje predstavim našim gledalcem, je Rok Deželak, predsednik Piratske stranke Slovenije, ki kandidira v volilnih okrajih v Laškem in Novem mestu, je ekonomsko-komercialni tehnik, ki sebe označuje za prekernega delavca in se zavzema za svobodo interneta ter podjetja v državni lasti. Matevž Frangež je kandidat socialnih demokratov v enem od mariborskih volilnih okrajev, gimnazijski maturant, ki se je v preteklosti dvakrat za kratek čas preizkusil v vlogi radijskega novinarja, sicer pa je praktično vse svoje življenje poklicni politik in v večjih mandatih tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Jožef Horvat je predsednik sveta stranke Nova Slovenija krščanski demokrati, univerzitetni diplomirani fizik, 13 let je bil vodja informatike v tekstilni tovarni Mura iz Murske Sobote, za poslanca Državnega zbora prvič izvoljen leta 2004. Zmago Jelinčič Plemeniti je predsednik Slovenske nacionalne stranke, magister farmacije, diplomiral je leta 2009 na Univerzi v Skopju, je zbiratelj starega orožja, numizmatik in športni pilot. Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka Slovenske ljudske stranke, magistra ekonomskih ved, pripravništvo je opravljala na Ministrstvu za finance, bila je zaposlena v službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, bila je vodja projektne pisarne v mestni občini Maribor in nazadnje državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Maša Kociper je podpredsednica stranke Zavezništvo Alenke Bratušek, univerzitetna diplomirana pravnica. Zanimiv je naslov njene diplomske naloge, funkcije predsednika republike v parlamentarnem sistemu. Se o njegovi vlogi zlasti ob teh predčasnih volitvah sprašujejo številni v Sloveniji, mar ne? V sedanjem sklicu Državnega zbora je predsednica odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. Doktorica Jasna Murgel je kandidatka stranke Mira Cerarja v Mariboru, je sodnica na okrožnem sodišču v Mariboru, docentka za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, posveča se varstvu človekovih pravic, varstvu manjšin in prepovedi diskriminacij. Skratka, dobro večer, še enkrat dobrodošli. Predstavili smo vas nekoliko bližje našim gledalcem in kot najbrž ste tudi sami opazili, spoštovani gledalke in gledalci, tokrat bomo krožili v smeri nasprotni smeri urinega kazalca. Naša pravila so preprosta. Za odgovor na vprašanje bo vsak imel na voljo 1 minuto, za repliko 30 sekund. Posebej vas bom seveda, spoštovane kandidatke in kandidati, opozoril na tista vprašanja, pri katerih ni replik. Mislim, da je to jasno in da lahko začnemo. Torej, že prvi krog vprašanj bo brez replik, vsako vprašanje bo namenjeno samo enemu kandidatu in samo njemu, drugi ne odgovarjate na to vprašanje in vam ni treba ne replicirati, ne kakorkoli se na to ozirati. Gospod Deželak, prvi boste na vrsti. Kako lahko pojasnite, da se hkrati zavzemate za podjetja v državni lasti in svobodo interneta? Namreč telekomunikacijska podjetja v državni lasti so bila v zgodovini znana po tem, da so državljanom odpirala pisma, nadzirala telefonske in druge elektronske komunikacije, dovoljevala nenadzorovan nadzor obveščevalnih služb nad komunikacijami državljanov. Kje je tu svoboda, za katero se zavzemate? Torej, pirati prepoznamo to nevarnost. Je to zelo eno ključno vprašanje, s katerim se danes vse države dejansko spopadajo. Je pa tako, vkolikor nimaš neke pravne norme na tem področju zagarantirane in hkrati tudi seveda nekega operaterja, ki to tudi upošteva, je danes, smo že ugotovili skozi druge primere v tujini, problem in v tem smislu želimo Sloveniji tudi zaradi tega razloga močen telekom, dobre operaterje
ki bi spoštovali to zakonodajo, spoštovali zasebnost in tudi v bistvu nam, vsem uporabnikom interneta, to v tem smislu tudi zagarantirali. Hvala vam za ta odgovor. Gospod Frangež, predsednik vaše stranke, magister Dejan Židan, je prodajo Mercatorja hrvaškemu Agrokoru označil za napako. Toda v kolikšni meri bodo ljudje verjeli vaši stranki, potem ko so mediji denimo pred dnevi objavili novico, da je vodja vaše poslanske skupine Matjaž Han s prodajo Mercatorja zaslužil 50.000 evrov? Najprej, prodaja Mercatorja je bila napaka. Mi smo sprejeli težko dokapitalizacijo bank tudi zato, da bankam v napetih razmerah in neugodnih tržnih pogojih ne bi bilo potrebno poceni prodajati pomembnega državnega premoženja. O premoženju Matjaža Hana bo potrebno vprašati njega, ampak kolikor vem, on z to prodajo ni nič zaslužil, zaradi tega, ker še vedno ohranja lastništvo delnic. Ampak potencialno bi lahko, to so najbrž mislili mediji, ko so to objavili. Domnevam, da je Matjaž svoje premoženje kot podjetnik, kar je bil preden se je podal v politiko, pošteno zaslužil in tukaj ni nič spornega. On je obdržal delnice Pivovarne Laško, stranka pa ima zelo jasno in več let dolgo stališče do prodaje Mercatorja. Bojimo se, da je tako izpeljana privatizacija Mercatorja grožnja slovenskim delovnim mestom, ne samo v Mercatorju, pač pa tudi v mreži kmetov, dobaviteljev, industrije. Hvala za ta prvi odgovor. Gospod Horvat, na vaši spletni strani sem odkril, da ste zagovornik digitalne agende 2020, da ste zato, da se v Sloveniji v vseh krajih ljudem zagotovi širokopasovni internet, s tem recimo tudi možnosti uporabe naprednih telekomunikacijskih in medijskih storitev. Kako bo Telekom, ki obvladuje največji delež tovrstne infrastrukture v Sloveniji, izpolnil takšno nalogo, če bo recimo prodan madžarskemu ali pa nemškemu Telekomu? Namreč politiki takrat ne boste mogli več zaukazati recimo tujim lastnikom, kako naj ravnajo v takšnem primeru in kako naj sledijo recimo svojemu poslovnemu interesu. Mi seveda smo za privatizacijo podjetij, mi imamo v tej naši ljubi Sloveniji preveč gospodarskih družb, ki so v državni lasti in vsakokratna politika se vedno vmešava v korporativno upravljanje podjetij in to ni dobro. Zato zagovarjamo umik politike iz gospodarstva. Seveda pa tudi sam sem pisal poglavje o tako imenovani digitalni Sloveniji, poglavje v našem programu Nove Slovenije, ki smo mu dali naslov Odgovori za prihodnost. In predvsem s poudarkom, da imamo veliko denarja na razpolago v evropskih skladih, da dejansko odpremo oziroma da najprej ustvarimo digitalni trg. Evropa ima ta cilj do leta 2015. In če pogledamo še več, če želimo digitalno agendo realizirati tudi v Sloveniji, že do leta 2016 potrebujemo 3000 IKT inženirjev. Zdaj, če bo kdo drug lastnik, če bo tujec lastnik, mi se preprosto tega ne bojimo, treba je vzpostaviti konkurenčno okolje. Če pogledate telekome danes v regiji, v tem delu Evrope, vidite, da imajo drugi boljše poslovne rezultate kot slovenski. Dobro, hvala vam za ta odgovor. Gospod Jelinčič, nekoč ste dejali, da je Slovenska nacionalna stranka vest slovenske politike. Toda volivcev niste prepričali niti leta 2011, niti na letošnjih evropskih volitvah. Ali ni težava v tem, da ste v primerjavi s prijemi nekaterih drugih političnih strank, ki bolj ali manj odkrito sodelujejo tudi z ekstremnimi desničarskimi skupinami in gibanji v Sloveniji, postali salonski nacionalist? Veste kako? Leta 2011 so se združili gospodje iz ozadja, v prvi vrsti gospod Kučan je šel na televizijo Slovenije in se je dobil, tako so mi povedali, 2 uri je sedel z direktorjem in z gospod Horvatovo, to sem je že 2011 leta povedal, in je bila komanda, da Jelinčiča ne sme biti na volitvah, ne sme biti na sporedu. Morata biti na sporedu pa Virant in pa Janković. In se je zgodilo tako, po medijski blokadi nas ni bilo nikjer več. Imeli smo od začetka 10%, potem nas pa ni bilo nikjer. In to se dogaja zdaj ravno tako. Samo da zdaj ni več Viranta pa Jankovića, ampak sta Šoltes pa Cerar. In te dva gospoda imata zdaj nalogo pobrati določene procente
za svoje stranke, odriniti vse tiste, ki ne pašejo noter, ki ne sodijo ne na levo, ne na desno, ampak kažejo ogledalo in enim in drugim in opozarjajo in ene in druge na napake, in to se zdaj dogaja. Gospod Šoltes jih je mal presenetil, ker je rekel, da bo šel v Evropo, in v enem tednu, še manj v parih dneh, mu je padla podpora iz 15% na 0,5%, ker ni izpolnil teh stričevskih zahtev. Cerarju je pa zrasla tja na 40%, brez česarkoli, brez kakršnega koli programa, z bednimi govorancami, brez karizme, brez vsega. Skratka, slovenski špili, ki se dogajajo že kar nekaj cajta pri nas. Dobro, hvala vam za to mnenje. Gospa Kirbiš Rojs, predsednik vaše stranke Franc Bogovič je danes verne volivce v Sloveniji nagovoril z besedami, da ni greh oddati glas za Slovensko ljudsko stranko. Zakaj se je stranka, ki je zgodovinska in politična dedinja tiste Slovenske ljudske stranke, ki jo je nekoč vodil, bil njen predsednik škof Anton Korošec, znašla v nemilosti Slovenske katoliške cerkve? Ja, jaz bi rekla tako, da ta njegova današnja izjava je bolj posledica tega, na kak način se volilce v zadnjih dneh nagovarja, naj grejo na volitve. Mi smo pač mnenja, da so nekateri od teh načinov neprimerni. Sami smo se trudili v prejšnjih letih in pa tudi zadnji mesec volilne kampanje, da svoje volilce prepričamo, da gredo na volitve z dobrim programom, ki je zelo gospodarsko naravnan. Vsi kandidati smo tudi oddelali svoje delo na terenu in prav je, da se volilci 13. julija glede na te programske usmeritve tudi nekako odločijo, ne pa na razne pozive, tudi iz Prižnic in pa podobno. To je naše mnenje. Hvala vam za to mnenje. Gospod Kociper, koliko šal na račun Savinjčanov in Gorenjcev poznate? Nekaj. Zakaj vas to sprašujem? Predsednica vaše stranke in predsednica vlade v odstopu Alenka Bratušek se v tej kampanji med drugim na spletni strani predstavlja tudi kot Savinjčanka na Gorenjskem. To ste zagotovo prebrali. Tukaj v Mariboru pa je pred časom obljubila različne vrste razvojnih pomoči, torej Mariboru in regiji, v skupni vrednosti 66 milijonov evrov, ampak žal teh evrov nismo še do zdaj videli. Zakaj tudi v prihodnje zaupati nekomu, za katerega v ljudskem izročilu velja, da raje vzame kot da? No, mislim, da je ravno dokazala, da raje da kot vzame. Lani marca, konec marca, ko je postala predsednica vlade, je potem že takoj, mislim, da v prvem mesecu obiskala tudi Maribor, in sklep vlade, o katerem govorite, skupaj 66 milijonov, datira iz 20. junija prejšnjega leta. Se pravi, vlada je izjemno hitro odreagirala, ta vlada, vlada Alenke Bratušek, izjemno hitro odreagirala na situacijo v Mariboru. Seveda pa vsi vemo, da so časi, ko se je kar tako delilo denar iz enega proračuna v drugi, končani. Ampak koliko je tega realnega denarja od teh 66 milijonov? Spregledali ste tisto mojo poanto, ko sem rekel, da tega denarja nismo še videli. Ne, noč nisem spregledala, sem želela na njo odgovoriti. No? Realnega denarja je bistveno manj, če poznate razrez, potem to veste, to je nek seštevek, mislim, da so ga celo mediji naredili, ta seštevek. Gre pa za razna sredstva, tudi za sredstva, ki nikoli niso v smislu denarja, se pravi za razne olajšave, davčne, potem za vrnitve prispevkom delodajalcem za prve zaposlitve, potem za pomoč recimo za izobraževanje posameznih problematičnih kadrov, za različne programe na tem zavodu za zaposlovanje in tako naprej. Ampak kar je bistvo je to, da večina tega denarja, kot to v demokratični državi mora biti, se deli preko razpisov. Samo to zagotavlja, da bo denar prišel na pravi zakoniti način k tistim, ki razpisne pogoje izpolnjujejo, ne pa da bo denar, kot se rado zgodi, uhajal sem in tja v različne žepe. Ti razpisi so absolutno predolgi, se strinjam. Tukaj ima svojo krivdo. 4 mesece je trajalo, da se je oblikovala na Ministrstvu za gospodarstvo, če se ne motim, tudi projektna skupina, ki se je sploh vsega tega lotila? Ne, to je samo eden od delov. Drugače tudi regijska agencija je tukaj imela svoj del, pa Spirit, ki je tudi malo bolj počasi delal. Skratka, ni izgovora, ampak ključno je, da denar bo prišel, delno je že prišel in ključno je, da se tako predsednica kot tudi minister Dragonja izjemno trudita, da bi ta denar prišel čim prej.
Pa Pri če tistih dovolite- olajšavah pri tistih olajšavah sem mislil, da se z nič ne da nič deliti. Če jaz nimam denarja, da plačam davek, mi tudi 100% olajšava nič ne pomaga, ker še vedno sem plačal nič. In državna blagajna nič ni dobila. No, To gre je- to očitno je za na- olajšave tistim, Ja. ki imajo nekam Ja, delodajalcem. ja. Ampak če dovolite, samo da ne bo Izvolite, kdo zameril, prej ste me predstavili kot predsednica odbora za notranje zadeve. To je moj predsednik odbora za notranje zadeve, je moj kolega, gospod Čehovin, jaz sem pa predsednica ustavne komisije. Aha, Ja. ampak to sem našel v eni od vaših biografij na spletu, tako da boste To je morali verjetno stari popraviti. podatek na internetni strani državnega zbora. Ni problema, nič ne zamerim. No, dobro. Jaz sem probal biti kar se da uraden in črpati iz domnevno verodostojnih virov. Vidite, to je pa problem. Ampak dobro, se zgodi. Gospod Murgel, pred dnevi je med nekaterimi komentatorji zavrelo, ker se vaša stranka ni želela jasno opredeliti do vprašanja, ali bi v imenu Slovenije podelili politični azil znanima žvižgačema Julianu Assangeu in Edwardu Snowdenu. Odkot zadržanost, recimo vrste pravnikov, poznavalcev mednarodnega kazenskega prava, zagovornikov človekovih pravic v vrstah vaše stranke do tega vprašanja? Zdaj, na tem področju je pač treba upoštevati mednarodno pravne instrumente in se v skladu z temi instrumenti izjasnjevati. Zakaj zadržanost? Zato, ker je treba premisliti, na kak način odreagirati v takšnih zadevah. Prepričana sem, da bo stranka, vkolikor bo pač prišla v vlado, pri vseh takšnih zadevah upoštevala mednarodno pravne norme in standarde. Jaz sem mislil, da veste morda o teh dveh gospodih kaj več, zaradi česa si ne bi zaslužila azila, recimo v Sloveniji. Morda, ker ne gre za klasičnega begunca in za klasične razloge, iz katerih države odobrijo mednarodno zaščito določeni osebi, ker ne gre za neko ogroženost življenja, varnosti iz nekih razlogov, kadar gre za mednarodno pravno varstvo beguncev. Dobro, hvala vam lepa za ta odgovor. Torej, v tem drugem krogu boste omejeni s časom in imeli boste možnost replike. Začenjali bomo vedno z zamikom, tako da zdaj na to vprašanje prvi začne odgovarjati gospod Frangež in potem spet v tem istem vrstnem redu začnemo, ampak nikoli ni ista oseba tista, ki prva odgovarja. Torej, Evropska komisija je v oceni nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti Slovenije za leto 2014 ugotovila, da je privatizacija podjetij v državni lasti premalo transparentna, da prodaja Nove kreditne banke Maribor poteka prepočasi. Ob prodaji Aerodroma Ljubljana pa se tu na Štajerskem vsi sprašujemo, zakaj se ne prodaja tudi državni delež lastništva mariborskega letališča. Gospod Frangež, izvolite. Najprej, jaz mislim, da je mariborsko letališče najprej potrebno razviti. Jaz mislim, da je potrebno v tem mandatu, ampak brez izgovorov, sprejeti državni prostorski načrt, ki bo omogočil razvoj letališča, šele na to pa z mednarodnim razpisom iskati ustreznega strateškega partnerja, ki bo tukaj razvijal kargo promet in spremljajoče logistične dejavnosti. Kar se pa tiče privatizacije na splošno. Z Evropsko komisijo se je potrebno pogajati in postaviti jasno, kaj so interesi Slovenije, ne pa vseh priporočil vzeti zdravo za gotovo. Pri tem pa seveda zaščititi tisto, kar je vitalni interes Slovenije. To so delovna mesta, varovanje in ustvarjanje delovnih mest. Mi smo v lanskem letu s sprejemom liste 15 podjetij očitno bili tudi neprevidni pri dajanju teh zavez in v prihodnje je treba biti pri tem skrajno previden. Hvala. Gospod Horvat. Ja, kar se tiče teh priporočil, mi v Novi Sloveniji nismo zadovoljni, glede na to, da smo jih za letos dobili 8, lansko leto 9, ampak privatizacija je tako v lanskih priporočilih, kot tudi v letošnjih. In mi, kot sem že uvodoma povedal, zagovarjamo privatizacijo, seveda ne razprodajo, ne prodajo špekulantom, ampak res nekim strateškim partnerjem, ki imajo neko ime v evropskem in globalnem prostoru. Kar zadeva prodajo oziroma privatizacijo mariborskega letališča, mislim, da bi to za Slovenijo bilo zelo dobro. Mi imamo praktično na približno 150 kilometrih dve letališči, to bi lahko bil odličen dvojček, lahko eno drugemu backup.
Ampak zakaj se tega, gospod Horvat, nihče prej ni spomnil? Pazite, a ne bi ta strateški partner tudi več plačal potem za ta dvojček, ko bi mu ga ponudili v neki taki strateški legi, za katero vemo, da je dobra in da bi bila uspešna? Ravno tu je dodana vrednost. No. V tem smislu bi morali iti. Glejte, mi smo sprejeli zakon o Slovenskem državnem holdingu, sprejeli smo strategijo upravljanja, tudi v smeri privatizacije. Potem je dejansko to bilo uvrženo. Nova vlada, vlada Alenke Bratušek, je prišla z novim zakonom o Slovenskem državnem holdingu. Lanskega, mislim, da junija smo sprejeli samo seznam, nič drugega. Seznam 15 podjetij, za katerega strokovnjaki vedo in tudi mi politiki vemo, da ni nobene korelacije med njimi, ni nobene logične povezave in tudi nobene strategije upravljanja. Ne? Zato neka kaotična situacija na tem področju. Dobro, gospod Jelinčič. Ljubljansko letališče se prodaja zato, ker je to dobra firma, mariborsko letališče se ne prodaja zato, ker je to slaba firma. Naša vlada je tako totalno nesposobna in tako neorganizirana, da ne ve, da je treba prodajati tisto, kar ne nosi denarja. Kure, ki nosi zlata jajca, se ne prodaja, ali pa krave ne ubiješ zato, da en šnicel narediš. Ampak to je težko našim dopovedati. Naša gospoda na vladi nima nobenega dunsta o tem, kaj je poslovno, kaj je gospodarno in kaj je gospodarsko. Zelo daleč so od tega. Obljubljajo, kaj vse bi bilo treba narediti, kaj naj bi naredili, niso pa nič. Tudi ta slaba banka. To je ena od najslabših potez, kar je možno. Tamle noter so razni tiči, tujci, ki služijo milijone in milijone, ne naredijo pa nič. Prodajajo tisto, kar je dobrega, kar lahko proda vsakdo v Sloveniji. Še niti ene slabe firme niso prodali, so pa zamočili že ogromno zadev. Hvala. Gospod Kirbiš. Jaz sem v bistvu presenečena, da se z tega letališča Maribor ne naredi več, kot se je, zaradi tega, ker je tu država sama že vložila in nenazadnje Evropa par 10 milijonov evropskih sredstev v razvoj tega letališča, konkretno za letališko infrastrukturo in pa za potniški terminal. Na papirju je bil tudi logistični center, zapisan Oreh, tudi iz tega ni bilo nič. Vem, da se pojavljajo neke ideje, da naj bi se na tem delalo tudi v novem programskem obdobju. Jaz mislim, da bi to bilo potrebno. Če bi uspeli recimo pripeljati kakšnega logista močnega v Maribor, bi lahko postali tudi neka konkurenca, nek logistični center tu za vzhodni del Evrope, tako da to se splača izkoristiti. Kar pa se tiče privatizacije, tu me čudi, da se z nami podjetji, ki so za prodajo, nastajajo kar tako čez palec. Jaz mislim, da bi tudi mi oziroma vlada morala razmisliti, katere so tiste strateške naložbe, ki jih je potrebno hraniti oziroma podjetja in kaj je možno prodati. Hvala, gospod Kociper. Ja, o mariborskem letališču je zdaj bilo že precej rečeno. Kot rečeno, v to letališče je država v infrastrukturo vložila že precej denarja. Zdaj pač mora to letališče začeti delovati. Kot sem jaz seznanjena, si prizadevajo zlasti za pridobitev redne letalske linije, zdaj iščejo odzive. Prav pred dnevi sem se pozanimala o tem, kakšen interes za katere destinacije in tako naprej, da bi poleg kargo vendar zdaj, ko imajo potniški terminal, spostavili tudi to. Sicer pa pred dobrim letom, ko nas niso spraševali novinarji, ali bo država bankrotirala, ampak kdaj bo bankrotirala, je naša predsednica Alenka Bratušek edina imela pogum zagrabiti to tonečo ladjo in takrat smo seveda gasili požar. In gasili smo ga dobro leto in nič več. In v tem dobrem letu žal nismo mogli popraviti vseh napak, ki so bila narejena v zadnjih 20 letih. Med drugim morate vedeti, dve možnosti imamo, dokler ni proračunskega presežka. Ali zadolževanje še naprej, ali pa bo potrebno tudi kaj prodati. Smo za premišljeno privatizacijo, tako premišljeno, za strategijo in na tem tudi delamo in bi naredili, če ne bi vlada padla. Hvala, gospod Murglin. Prvo, kar je, smo mnenja, da je treba narediti strategijo prodaje državnih podjetij, državnega premoženja, ker se ne more narediti kar nek seznam in pač tole prodajamo. Ampak zakaj gre to prepočasi? Veste, to tudi Evropska komisija lepo zapiše v tisti oceni tega našega reformnega programa, da vse te naše, bom rekel, zamisli, ki jih moramo spraviti na papir, prepočasi zapišemo in realiziramo. Zakaj so zdaj prejšnje vlade to delale prepočasi, boste morali njih vprašati, ampak v stranki Mira Cerarja strategija že obstaja, se je tudi delala najmanj eno leto prednje stranka nastala. Skratka, ena osnovnih
idej je, da se državne infrastrukture ne prodaja, vse ostalo pa je treba proučiti in ugotoviti, kaj se splača prodati, kaj pa ne. Državna infrastruktura pa ostaja v... Kaj pa, bom rekel, nasledstvo zavez, ki jih je prejšnja vlada prevzela? Tudi tukaj je treba proučiti strateški interes, kaj je treba. Tisto, kar enostavno ne more, zaveze, ki jih ne moremo pravno preklicati, jih pač ne bo mogoče. Dobro, hvala vam za te odgovore. Zdaj pa za replike gospa Kirbiš, gospod Horvat, gospod Jelinčič, gospod Frangež. Pardon, vi morate še odgovoriti, se opravičujem, gospod Deželak. Torej pri piratih je to eno ključnih vprašanj. Se pravi, nimamo strategijo upravljanja z državnim premoženjem in državna infrastruktura se ne sme prodajati. To je eno ključnih zahtev, ki jih imamo. Vprašal sem prej, gospod Murgel, gledajte, to je zaveza. Mi smo nekaj obljubili Evropski komisiji, imamo nek dogovor, to je... Razumem, nismo proti privatizaciji podjetij na transparentni in odgovoren način. Prodajamo lahko storitve, ampak preden prodajamo takšna podjetja, ločimo storitev od infrastrukture, infrastrukturo pa zadržimo. To je zelo ključno vprašanje, namreč trgovinski sporazumi, ki se sedaj pogaja o njih, nam bodo onemogočili potem, da kadarkoli država nazaj ali odkupi ali upravlja s lastnino oziroma infrastrukturo, vkolikor jo enkrat proda. In s tem dejansko potem odrežemo razvojni potencial v naši državi. Hvala. Ta krog odgovorov smo izčrpali. Gospa Kirbiš, gospod Horvat, gospod Jelinčič, gospod Frangež, to so bile replike. Gospa Kociper. Gospa Kirbiš, prosim. Jaz bi tu sam želela dopolniti oziroma dodati, da ta denar, ki bo prišel od prodaje česarkoli, kar je državnega, moramo obvezno nameniti za zmanjševanje javnega dolga oziroma za investicije, ne pa za neko tekočo porabo, kot se to sedaj dogaja, ker sicer se nam bo državni proračun sesedel. Konkreten podatek, javni dolg danes znaša 25 milijard evrov oziroma 14 tisoč evrov per capita, medtem ko je 2010 bil še 13 milijard evrov oziroma 6 tisoč evrov per capita. Tako da zmanjševanje javnega dolga, to je ključno za naše pojme. Hvala, gospod Horvat. Privatizacija zato, da dobimo tudi od zunaj boljše korporativno upravljanje in privatizacija na seveda dobro premišljen način zato, ker preprosto nimamo denarja ali pa se bomo naprej zadolževali kot doslej s hitrostjo 1 milijon evrov na uro. In to, kar je vlada na zadnji seji sprejela sklep, da postopke privatizacije zaustavi, to nas v Novi Sloveniji močno skrbi. Dobro, hvala, gospod Jelinčič. No, gospe Kociper, vlada ni padla. Gospa Bratuškova je pobegnila iz vlade, zato ker ni vedela, kaj naprej in zato je pobegnila. Zapufala nas je za 11,9 milijarde evrov. In potem je šla, zdaj pa obljubila, kakšno hrabrost ima, da pride nazaj. Zakaj pa pol pobegnila, če ima tako hrabrost? Ne bi ostala tam, noben je ne nagnal. Ostala bi tam in bi delala tisto, za kar je bila. Kar se pa tiče rednih letalskih linij, lepo vas prosim, letališče mora pridobiti določene licence, da lahko odpre redno letalsko linijo. To ni kar tako, kakor se vam prvo zdi. Hvala, gospod Frangež, potem gospa Kociper. Očitno se vsi strinjamo o tem, da je treba strateško obdržati v naši nacionalni lasti. Mislim pa, da so velike razlike pri tem, kaj definiramo kot strateško. Socialni demokrati kot vitalni interes Slovenije tretiramo delovna mesta. Ceste, železnico, infrastrukturno, nihče ne bo odpeljal iz države, delovna mesta lahko zlahka odpelje iz države. Zato je varovanje in ustvarjanje delovnih mest ključen strateški cilj. In temu mora biti podrejena tudi privatizacija. Nas privatizacija ne zanima, zanima nas dobro upravljanje podjetij. Hvala, gospod Kociper. Ja, predsednica vlade, moram to odgovoriti, odstopila, ker so politiki tudi načelni ljudje. Že v tako težke koalicije ne moreš voditi, če nimaš podpore v lastni stranki in to je tudi napovedala. Kar se tiče tega seznama, seveda, na hitro je bilo treba reagirati. 5 podjetij se je že prodajalo, dodanih je bilo še 10 in takoj se je delala strategija. Strategija še ni sprejeta, vprašate zakaj? Zato, ker je toliko različnih interesov. Zaradi tega je tudi privatizacija sedaj ni ustavljena, vsi postopki tečejo še naprej, normalno, samo odločila se je vlada, da podpis prepusti novi vladi, kar mislim, da je korektno.
Dobro, hvala, gospod Deželak se je še prijavil. Ja, ena replika, namreč slabe izkušnje imamo, kadar se je infrastruktura prodala iz tujine, to smo opazili, recimo Pariz je prodal vodo, voda se je podražila za 300% in na koncu je bil prisiljen, seveda kakovost vode je padla, na koncu je bil prisiljen odkupiti nazaj. Sedaj se sporazumi, s katerimi se pogajamo z drugimi državami, EU med Ameriko in tudi širši krog držav po svetu, nam bo to onemogočeno zavedno. Dobro, hvala. Naslednje vprašanje, spet imamo 1 minuto za odgovor, 30 sekund za repliko. Gospod Horvat začne odgovarjati prvi. V že omenjenem dokumentu Evropske komisije je zapisano, da je eno od 2 ključnih gonil napovedanega gospodarskega okrevanja Slovenije, navajam, nadaljevanje državnih investicij večinoma prek projektov, ki jih financira Evropska unija. Konec navedka. Naštejte, prosim vas, katere velike državne investicije, ki jih financira Evropska unija v Sloveniji, že potekajo, in odgovorite, kolikor je možno natančno na naslednje vprašanje. Kdo bo na slovenskih tleh gradil pirnsko železnico od Salzburga do Zagreba ter obnavljal južno železnico od Dunaja do Trsta, vključno z drugim tirom do Luke Koper? Slovenija ali Avstrija in s čigavim denarjem? Gospod Horvat, izvolite. Največji projekt, ki teče na področju prometne infrastrukture v državi, je elektrifikacija proge Pragersko-Hodoš. Približno 365 milijonov evrov, približno 260 milijonov iz evropskih skladov. Finančna konstrukcija zaprta v času naše vlade, mislim, da leta 2005. Takrat smo bili Nova Slovenija tudi v koaliciji. Drugi največji, potem naprej, največji kohezijski projekt je vodoskrba Pomurja, približno 150 milijonov evrov, 33 občin. Tukaj pa je problem. Zaradi naših prekompliciranih administrativnih postopkov imamo težavo in ta trenutek imamo blokiranih sredstev približno 354 milijonov evrov. In tu je problem, mi se bojimo v Novi Sloveniji, da bo ta sredstva iz te finančne perspektive, da bodo v Bruslu ostala. Kar se tiče pa tega vprašanja, kdo bo gradil železnico, ali se bomo mi skupaj spravili, kar zelo slabo kaže, mislim pa, da bo potrebno pritegniti tuje investitorje. Hvala lepa. Avstrijci že imajo 4-jezične kataloge. Gospod Jelinčič. Treba je povedati, da Evropska unija je v novi perspektivi ven vrgla večino teh infrastrukturnih zadev, tako da tle bomo mi zelo tenko piskali. Še ena druga zadeva. V Ljubljani je 700 ljudi, vladnih ljudi, ki se ukvarja z tem, kako pridobiti evropska sredstva. Nič niso naredili. Lenuhi so in ignoranti so. Sedijo, fajn služijo in edino iščejo, kje kakšen od naših ljudi naredi v prijavi napako, da mu jo zavrnejo. Ne da mu pomagajo, ampak da mu jo zavrnejo. Glede infrastrukture, jaz sem bil pred 2 leti, so me poklicali v Avstriji na eno zasedanje in sicer povezava Baltik-Jadran, železniška povezava. Tam noter Slovenije ni. Podpisali so ta dokument ministri za gospodarstva in pa predsedniki vlad Litve, Latvije, Estonije, Slovaške, Poljske, Češke, Avstrije in Italije. Vse gre mimo Slovenije in Slovenija edino možnost za povezavo je, da iz Trsta povežejo do Kopra. To je v tej strategiji. Zato lepo vas prosim, ne mi nakladati, ker vlada laže tako, da se kresa. Smo razumeli, gospod Jelinčič, gospod Kirby-Šovec? Jaz bi rekla, da imamo pač premalo infrastrukturnih projektov trenutno, ki so odprti v Sloveniji. Zadnjič sem recimo študente na ekonomski fakulteti vprašala, če poznajo kak projekt, ki trenutno teče. Znali so omeniti samo TEŠ 6, kar je žalostno. Jaz recimo vem, da se trenutno gradijo še hidroelektrarne na Savi, tako da tu se pričakujejo evropska sredstva. Tečejo tudi številni kohezijski projekti v višini trenutno milijarda evrov, ki so bili zagnani tudi leto, 2 nazaj. Tako da še sreča, da imamo te projekte. Kar pa se tiče to, da je Evropska unija vrgla iz dokumentov infrastrukturo, to nekako ne drži, ampak je pač odvisno, kako se Slovenija zna pogajati v Bruslu. In jaz mislim, da to počne izjemno slabo, kajti programskih dokumentov do leta 2020 še nimamo. Zadnjič sem celo prebrala odziv iz Brusla, na 120 straneh smo dobili pripombe, tako da pred letom 2015 denarja za nove projekte ne bo. So pa to edina sredstva za investicije plus zasebni kapital. Ste se kaj prepoznali kot bivša vodja urada za kohezijska sredstva v kritiki gospoda Jelinčiča? Ja, vsak od nas mislim, da se lahko prepozna.
in lahko bi naredili tudi več, se strinjam, ampak tako, ko pač zdaj teče, pa res teče prepočasi. Hvala, gospod Kociper. No, jaz osebno sem v politiki 2,5 leti, stranka Alenke Bratušek še bistveno manj, ta vlada pa dobro leto. V tem dobrem letu, in tukaj se z spremembo strinjam z gospodom Jelinčičem, smo seveda tudi mi ugotovili, da je črpanje absolutno ni dovolj hitro, dovolj kvalitetno. Zato je bil eden od prvih ukrepov ta, da se je preselil to področje, ki je bilo predolga leta na Ministrstvu za gospodarstvo, ki vemo, kdo ga je vodil, se je preselilo v kabinet predsednice vlade. In prvi rezultati so že tukaj. Črpanje je bilo v letu 2013 rekordno in tudi podatki za leto 2014 so zelo spodbudni, kaže, da se tukaj izboljšujemo. Je pa seveda tukaj treba posebej vložiti napor v to, kar je bilo tudi že rečeno, da se tistim uporabnikom, ki ta sredstva želijo koristiti, pomaga skozi te silne birokratske ovire, ki jih postavlja Evropa, priti, se pravi, da bojo imeli to ustrezno pomoč. Hkrati pa je seveda potrebno povedati, da se tudi pri vseh evropskih sredstvih običajno predvideva soudeležba, kar je tudi problem trenutno. Hvala, gospod Murgel. Zdaj, bistveni tematski cilji nove finančne perspektive so med drugim tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost malih in srednjih podjetij, pa zaposlovanje. Temu se tudi mislimo posvetiti. Predvsem pa je treba poenostaviti in izboljšati postopke za črpanje teh sredstev, ki jih daje na razpolago Evropska komisija, ker so velikokrat dolgotrajni in prezapleteni. Če se recimo obrnemo neposredno na Evropsko komisijo brez posredovanja, s čimer imam izkušnje, brez posredovanja organov Republike Slovenije, bistveno lažje in bistveno bolj so kooperativni organi Evropske unije. Tako da tukaj je treba in si bomo prizadevali, da se ti postopki poenostavijo, da se lažje pride do teh sredstev, da se tudi tisti, ki se s tem ukvarjajo, nekako bolj izobrazijo na tem področju in da so suport državljanom in podjetjem. Dobro, gospod Deželak. Ja, mene veseli, da so vsi prepoznali to počasnost postopkov in birokratizacijo in tako naprej. Definitivno je pomembno, da pridobimo ta sredstva, drugače infrastrukturnih projektov v Sloveniji ne bomo mogli zagnati. Kateri so pa tudi eventualni strateški partnerji, ki bi vložili lastniški kapital v te projekte, se je treba tudi vprašati. In jaz upam, da bo naslednja vlada znala najti to vrstne partnerje. Hvala, gospod Frangeš. Prvič, problem slabega črpanja evropskih sredstev ni toliko v administrativni zapletenosti postopkov, kot zaradi tega, ker imamo problem v umeščanju objektov v prostor in pri pridobivanju gradbene dokumentacije. To je ključen problem in to moramo poenostaviti. Drugič, mi moramo pri izgradnji infrastrukture, pa tudi pri doseganju nacionalnih ciljev, gospa Murgel je že omenjala zaposlovanje kot enega ključnih ciljev, pravzaprav upeljati in uporabiti mehanizme, ki so v Evropski uniji na voljo. Poglejte, Evropska investicijska banka, denimo, ima več programov, reče se jim Jessica, Jeremy in drugi, ki so namenjeni bodisi financiranju urbanega razvoja, bodisi financiranju malih in srednjih podjetij, pa tudi drugih projektov, recimo na področju doseganja okoljskih ciljev. Slovenija do zdaj teh mehanizmov ni uporabila. Mi obljubljamo, da bomo te vire uporabili za to, da pospešeno izgradimo infrastrukturo, ne samo trdo, ne samo hardware, ampak tudi software, se pravi tisto, kar bo dejansko ustvarjalo delovna mesta. Hvala za odgovore. Zdaj pri replikah gospod Jelinčič, gospod Horvat, gospa Kirbiš, gospa Kociper, še kdo? Dobro, potem gospod Jelinčič, izvolite. No, strateških partnerjev na tem področju ne bomo dobili iz enega enostavnega razloga, ker so naši projekti tako brez veze, da je za crkniti. Vzemimo primer plovne poti po Savi. Hrvatje načrtujejo plovno pot do Zagreba in pristanišča v Zagrebu. Pri nas ne razmišljajo, da bi pri hidrocentralah naredili obvozno pot za ladje, kar bi bilo smiselno, kar bi lahko videli na Nizozemskem, v Nemčiji, v Franciji, ne vem, kje še vse povsod. In samo 6% bi bili višji stroški. Če bi kaj takega delali, bi dobili investitorje. Ker pa nimamo, ne vemo, to je vse tako na enej čudni... Gospod Jelinčič, hvala lepa. Da ne bi še kaj drugega rekel, ne mislim. Najprej obžalujem, da je morala gospa Monika Kirbiš-Rojs zapustiti funkcijo, delovno mesto, ki jo je dobro opravljala.
Drugače pa na odboru za zadeve Evropske unije, ki mu predsedujem, smo prav zato, da bi bolje spremljali črpanje kohezijskih sredstev, sami sebi sprejeli sklep in zavezo, da kvartalno spremljamo črpanje kohezijskih sredstev. Ne gre nam ravno lahko. Prav ta odbor je zaslužen, da se ni ustavil projekt vodooskrbe Posotelja, opozarjamo pa na slabo financiranje pomurskega vodovoda. Hvala, gospod Kirbiš. Jaz, ker sem pač bila omenjena, bi vseeno rekla, da sem bila na tem ministrstvu 1 leto, ne? Tako da vsi tisti, ki me za karkoli krivijo, so v zmoti, ker smo vseeno počrpali 1,4 milijarde, tako da mislim, da smo bili uspešni. Pa bi rada ponazorila trenutno črpanje številkami. 60% črpanje trenutno, s tem, da se je perspektiva leta 2013 končala. Na okoljskem področju 40% črpanje. Zdaj posledica je tudi ta, da se je v 5 letih tam zamenjalo 9 ministrov in tako na tem področju delati v prihodnje ne smemo. Hvala. Gospod Kociper. Ja, jaz bi pa opozorila še na en aspekt. V preteklosti smo imeli številne infrastrukturne projekte v Sloveniji, tudi z evropskimi sredstvi, in kot vemo, so od tam prišli največji korupcijski primeri. Če omenim samo TEŠ 6, pa tudi avtocestni križ, niso brez razloga tudi evropske procedure tako grozljivo zakomplicirane in tudi naš zakon o javnem naročanju, ki ga je nujno treba spremeniti. Ampak hočem reči, vedno je tudi ta problem, kako pri tako velikih projektih zajeziti to enormno odtekanje sredstev v zasebne žepe, in to je veliki problem. No, ampak kako to politiki, tu dajmo narediti eno majhno pazo, naj si vsak še 20 sekund, bom rekel, za en premislek vzame časa. Vsi govorite o korupciji, pa vsi govorite o tem, da je nekdo kriv, ampak vedno je kriv nekdo drug. Ja, sej, kdo pa je o tem odločil, skozi katere osnove je šlo? Veste, finančna perspektiva 2007-2013 je predvidevala, da 80% evropskih sredstev gre skozi inštrumente in ustanove nacionalnih vlad. Skratka, šlo je skozi roke slovenskih uradnikov, slovenskih politikov, po domače povedano. Samo 20% si lahko v Bruselj poslal vlogo, pa jo izpolnil dobro ali slabo in potem dobil nek denar. Skratka, če smo kaj zavozili, smo zavozili mi tukaj, in ti ljudje, uradniki, so imeli neke šefe, ki so bili politično nastavljeni, zato da nadzirajo, ali ti uradniki to dobro delajo. Prosim, gospod Frangiš. Jaz mislim, da je vaša ugotovitev pravilna. V Sloveniji imamo problem v pomanjkanju leadershipa. Leadershipa na vseh nivojih. Imamo težave z neučinkovitostjo v javnem sektorju zaradi tega, ker nimamo znotraj javnega sektorja na vseh nivojih do zadnjega javnega zavoda pravzaprav te voditeljske kulture in posledično seveda tudi odgovornosti. Ampak če dovolite, da povežem to za poanto, ki jo je dala Maša. Da, to je res. Mi moramo na tem področju biti tudi rigorozni, ker naš izziv ni samo uspešno črpanje evropskih sredstev, ampak tudi, bom rekel, izziv, da država dobi sredstva povrnjene z Evropske unije. Povrnjena pa ima samo tedaj, kadar so postopki pravilno in korektno in transparentno vodeni. V smislu poenostavljanja teh postopkov so še velike rezerve. Tudi regionalizacija Slovenije bi lahko, bom rekel, pri tem pomenila pomemben napredek in tisto, kar je že bilo omenjeno, se pravi ena asistenca države ali regionalnih in občinskih institucij pri pripravi ustreznih vlog za pospešeno črpanje evropskih sredstev. Če bi imeli regionalizacijo Slovenije, bi bilo treba tudi financiranje političnih strank drugače postaviti, kot ste ga zdaj z zadnjimi spremembami v parlamentu. Gospa Kirbiš. Meni se zdi to ključno, da pač povem, da črpanje evropskih sredstev ni nič drugega kot izvedba nekih domačih projektov. Postopki so popolnoma identični. Ti moraš delati po zakonu o javnih naročilih, po zakonu o javno-zasebnih partnerstvih. Torej, mene skrbi, kaj mi počnemo z vsem denarjem, ki ga imamo tudi v domačih proračunih, če že teh sredstev ne znamo počrpati, ker razlike ni. Samo nadzor je strožji. Se pravi, še dobro, da imamo tu kontrole, da ugotovijo, kaj vse delamo narobe. Očitno je to tako, ker se bojim, kam gre potem domač denar čez projekte, kot so TEŠ 6 in pa ostali taki rizični projekti. Gospa Kociper. Jaz bi odgovorila direktno na vaše vprašanje, kdo je kriv. Tiste, ki so krivi, pravijo, je sorazmerno lahko najti po načelu follow the money. In seveda točno to se dela. Ta vlada je neke inštrumente vzpostavila, recimo omogočila je za spremembo zakona, da je zdaj možna revizija projekta TEŠ 6 preko računskega sodišča, kar prej ni bilo možno. Ta revizija že poteka. Potem tudi na bančnem sektorju je vzpostavila potrebne spremembe, ki omogočajo vpogled v bančne mape za kriminaliste in potem tudi obveznost tistih, ki te kredite upravljajo, da
morajo opozoriti na nepravilnosti. Povzeli smo vseh 15 priporočil KPK in zdi se mi pomembno, da ljudje vedo, da postopki potekajo, da so krivi ljudje že z zelo velikem številu locirani. Seveda gre pa tukaj za zelo obsežne in zahtevne najprej tožilske preiskave, se pravi najprej mora opraviti svoje delo tožilstvo, ki potem da obtožni predlog ali obtožnico karkoli na sodišče in takrat, ko bo na sodišču, bo šele zadeva javna, tako je v vseh demokratičnih pravnih državah in tako je pri nas. Upam, da se vsi strinjajo, da jih ne bomo sodili politiki, ampak zakonita sodišča. In nam v medijih žal dela ne bo zmanjkalo. Dobro, gremo na naslednje. Ja, gospod Jelinčič je, prosim, ker ni imel. Vprašali ste, kdo je kriv. Vse vlade od leta 1992 naprej. Preširoko odgovor, gospod Jelinčič. Naša stranka nikoli ni bila v vladi, ker nas niso hoteli, ker bi jim že tam povedali, da ne ga ne lomijo tako, kot ga lomijo. In zato je tisto, kar ste govorili o vesti parlamenta. To je tista vest parlamenta, ki danes manjka. Vedeti je pa treba, da gospodje držijo skupaj in da potem tukaj pred volitvami nakladajo, kaj vse bi bilo treba narediti, ko so pa na vladi, pa tega ne naredijo. Posameznim razsežnostim korupcije se bomo vrnili skozi naslednja vprašanja, pa če smem, da nadaljujemo naprej, če karkoli takega ostalo, bomo proti koncu oddaje še dodali. Gospod Frangiš, je res kaj nujnega takega zelo ali... Ena poanta gospe Kirbiš Rojc je bila zelo pomembna in to je bil zakon o javnem naročanju. In bi dal en primer, ker sem sodeloval pri njegovem sprejemanju, tako imenovani ZJN-2. Jaz sem prebral vrsto strokovnih komentarjev k temu zakonu. Vsi ga hvalijo kot zakon, ki naj bi pospešil črpanje, pospešil učinkovito porabo javnih sredstev in naredil to porabo transparentno. Poglejte, kaj se je zgodilo v praksi. Stroka je ta zakon hvalila. V praksi se ni obnesel in danes že moramo razmišljati o novem poizkusu. Dobro, to čaka novo vlado. Gremo na naslednje vprašanje. Spet po 1 minuta za odgovor, 30 za replike. Med prednostnimi področji, ki jim bo namenjeno več evropskega denarja v finančni perspektivi 2014-2020, Evropska unija na prvo mesto postavlja spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja. In zdaj, a mi vemo, kje bomo zaposlovali, koga bomo zaposlovali, ali znamo recimo povedati, koliko denarja za zaposlovanje bo recimo prišlo v Maribor, ki ima nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, gledano na neko slovensko povprečje, in ne pozabimo to, kar je rekla gospa Kirbiš Rojc, polovica leta 2014 je že mimo, prvi denar bo pa prišel še leta 2015. Gospod Jelinčič, zdaj pa vi začnete prvi. Ja, dejstvo je, da pri nas se ne ve, kje bomo zaposlovali. Fabrike so šle v grunt, podjetij ni, vse se prodaja, edino, kar raste, so teli trgovski centri. Slovenija ima strahotno število trgovskih centrov, ampak vsi ne morejo biti prodajalci, vsi ne morejo biti pridelovalci hrane, ker je to tako že Hrvat pobasal. In kaj bomo imeli? Saj ne vem, kaj bi delali. Mladi bežijo čez mejo. Šolski sistem je slab. Šolski sistem nima srednjih strokovnih poklicnih šol, kar bi bilo zelo pomembno, da bi bilo, da se saj kaj ostane tukaj. Uničili smo gradbinstvo, vse smo uničili. In to, po moje, z namenom, da se Slovenija pokrade, da se potem uniči država in potem, ker ne bo sodnika, tudi ne bo tožnika. Gospodje so si pa odnesli v razne bančne oaze, tam med 50 in 60 milijardami evrov. Tako govorijo ameriški podatki. Hvala, gospod Kirbiš Rojc. Ja, v začetni fazi priprave teh dokumentov sem še sama bila na ministrstvu. Takrat smo pač izpogajali, da vzhodni kohezijski regiji pripade za podjetništvo in pa za zaposlovanje 1,3 milijarde evrov, zahodni okrog 900 milijonov, medtem ko milijarda pa ostane še za okoljske, prometne in pa energetske projekte. Takrat je tudi bilo mišljeno, da bi okrog 50% sredstev šlo direktno v gospodarstvo, ostalo pa potem glede na potrebe v infrastrukturo. Zdaj žal se ločeni operativni programi za vzhod in zahod niso pripravili, sistem ostaja centraliziran, se pravi, bo operativni program enoten za celotno državo, tako da jaz se bojim, da bodo tudi razpisi podobni, kot so bili za obdobje 2007-2013, se pravi, Ministrstvo za gospodarstvo bo razpisalo sredstva, podjetja iz vse Slovenije se bodo potem na ta razpis prijavila in ne vidim, da bi tu bile neke specifike vsebinske glede na vzhod in zahod in zato bodo tudi regije, kot je recimo Podravje, prikrajšane. To je pač moje mnenje. Hvala, gospod Kociper. No,
kjer država lahko direktno zaposluje samo v javni upravi, v vseh službah vezanih na državo. Naša vlada želi vzpostaviti pogoje za večje zaposlovanje. Glede tega smo zelo ambiciozni in optimistični. Kot veste, obljubljamo 60 tisoč novih delovnih mest v enem mandatnem obdobju, če bi kdaj imeli 4 leta na razpolago. Za prvo silo smo ponudili mladim jamstveno shemo. Absolutno pa je treba prilagoditi izobraževalni sistem. Zadnji smo se srečali s predsednico z obrtniki in podjetniki Mariborske regije. Pravijo, da ne morejo dobiti poprečnega kadra, delovnega kadra za delavnice, za kovinarske delavnice, avtomehaniki in tako naprej. Preveliko število je pa nekega kadra, ki ga ne potrebujemo. Tako da hočeš nočeš, tudi ta sistem pripravništva, ki tako dobro deluje, obvezno to pripravništvo, ki deluje v Avstriji, bi vzpostavili in pa seveda spodbujali zaposlovanje v malih in srednje velikih podjetjih, domačo to proizvodnjo tudi v turizmu in tako naprej. In pa seveda, kot rečeno, vzpostavljali pogoje, postopoma, ko bo to možno, tudi davčne za razbremenitev dela. Tudi v naši stranki je prioriteta na zaposlovanju mladih predvsem in sicer tudi z poudarkom na tem, da se mlade aktivno vključuje v trg dela in da se jih usposablja za to delo. Še preden končajo šolo, recimo v okviru mojstrskih programov, v okviru usposabljanja in razvoja kompetenc na fakultetah, že preden pridejo v zaposlitev. Eden od ukrepov je recimo tudi subvencija za javna dela za zaposlovanje mladih na podeželju, kjer bi se oživljale kmetije in oživljala kulturna dediščina. Tudi je eden od ukrepov subvencija novih zaposlitev pri negi starejših oseb, tako da predvsem je poudarek na projektnem financiranju in subvencioniranju novih delovnih mest. Hvala. Gospod Deželak. Ja, zdaj, ko smo čuli, da bo v bistvu sistem centraliziran in da v bistvu regije kot take ne bodo nič specifično imele prednosti v tem smislu, da bi lahko razvoj se malo bolj razporedil tudi na vzhod. Eventualno lahko rečem samo to, da razvoj malih in mikropodjetij v Sloveniji je nujen. S tem področju bi bilo še, mislim, bi se dalo še marsikaj narediti, tako s spodbudami kot recimo ali pa opustitvijo kakšnih prispevkov za kakšno daljše obdobje. To, kar govorite, Evropska komisija v tej oceni, bom rekel, slovenskega reformnega programa ugotavlja, da nam to, kar vi govorite, da bi bilo treba vzpostaviti, v bistvu že zdaj dobro gre. Slovenski podjetniški sklad, ki ima sedež v Mariboru, poznamo, naša nekdanja kolegica, novinarka je danes njegova direktorica, oziroma že vrsto let njegova direktorica, točno to uspešno počne. To, kar je rekla gospa Kociper, skratka, mala in srednje velika podjetja, mikropodjetja, start-upi in podobne stvari. Ta denar gre in tudi Evropski komisiji ocenjujejo, da je to mehanizem, ki v smislu zaposlovanja, povečanja konkurenčnosti, spodbujanja tržnega, bom rekel, dejavnosti najbolje deluje v tej državi, vse drugo pa ne. Ampak tega drugega pa ne slišimo. Gospod Deželak, morda 20 sekund, če ima kaj povedati, pa boste pa vi takoj. Ja, torej, gre se seveda za mlade, ne? In če mladi ne bodo imeli v bistvu te širše podpore v tem smislu, bo za nas vse slabo, ne? Jaz sem pa vesel eventualno, da se v bistvu te problematike oziroma da se namenja čas temu, glede na to, da 20 let smo se kar na tem področju samo lovili. Velja, gospod Frangeš. Prvič, posebne skupine ljudi potrebujejo posebne ukrepe. Mladi, za njih smo že dizajnirali posebne oblike ukrepov in te prijemljajo. V samo zadnjih nekaj mesecih je delo dobilo 7000 mladih. Samo z enim od 36 ukrepov 1500 mladih. In s temi ukrepi je treba nadaljevati in jih okrepiti. Trajno bomo lahko mi zagotovili delovna mesta za mlade in vse druge skupine prebivalstva samo z gospodarsko rastjo. Gospodarsko rast je potrebno pametno pospeševati, Slovenijo in Maribor pa osredotočiti na njune primerjalne prednosti. Temu danes rečemo strategija pametne specializacije, vprašati se, kaj bomo v tej državi počeli in v čemer smo lahko najboljši. Kako zagotoviti vire? Da, gospod Medved, v teh stvareh smo najboljši, ampak ključni problem slovenskega gospodarstva je danes še vedno dostop do kapitala. Zato je treba zagotoviti tudi s pomočjo finančnih mehanizmov, ki sem jih omenil prej, uporabo teh mehanizmov kot začasno metodo lastniškega kapitala za razvoj srednjih in malih podjetij. Gospod Horvat.
Malo gospodarstvo je hrbtenica vsake zdrave ekonomije v Evropi in tudi drugod. Mi smo se zavzeli v našem programu in tako bomo v tem smeri bomo tudi delovali, da bomo povečali konkurenčnost. Mi smo danes po lestvici Švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta na 55. mestu od 60 merjenih držav. Zdaj pa, da ne bo kdo rekel, da gledam samo tuje lestvice, poglejte eno lestvico, ki jo je naredila FDV, Fakulteta za družbene vede. Potrebno je obrniti svoje oči tudi v Evropo, ne samo takrat in govoriti o trojki, ampak takrat, ko nam Evropa izdatno daje. Imamo zavezništvo za vajeništvo, pa ga ne znamo izkoristiti. Nemčija nam tukaj ponuja pomoč, imamo jamstvo za mlade. In spraševali ste, kdo in kje bo zaposloval. V Pomurju bo najkasneje v roku 3 let Lek, tuja firma, investirala 32 milijonov dolarjev, to je sveža informacija, čez 100 ljudi zaposlenih, imamo Kartago, organiziral sem prvi sestanek pri takratnem ministru za gospodarstvo, Kartago danes zaposluje 450 ljudi v Odrancih, mala občina in seveda predvsem povečati konkurenčnost, da bo gospodarstvo lahko dihalo. Mi na tem že delamo. Skupaj s kolegi Slovenske ljudske stranke smo spisali zakon in hvala poslankam in poslancem koalicije in opozicije, da smo pod streho spravili 2 zakona za pavšaliste. Hvala. Imamo zdaj čas za replike. Gospod Jelinčič, gospod Frangež, gospa Kirbiš so se prijavili, gospa Kociper, gospod Deželak. Pa prosil bi vas, da razmislite v teh vaših replikah še o eni dodatni podrobnosti in oceni Evropske komisije, ki pravi, da Sloveniji ob vseh teh oblikah, o katerih ste vi govorili, primanjkuje visoko tehnološko, skratka tistih podjetij, ki dodajo največ znanja in najvišje dodane vrednosti v svoje izdelke. In eno takih tipičnih podjetij, Fotono, smo pred časom za male denarje prodali Američanom v okviru tega postopka privatizacije. Hvalimo se, da je to bil uspešen štart privatizacije podjetij, prodali smo pa visoko tehnološko podjetje, ki je bilo eno izmed vodilnih v svetu na svojem področju. In v tem smislu bi prosil, da morda tudi te replike na nek način uravnotežite. Gospod Jelinčič, vi ste prvi. Gospodarska rast ni mogoča brez podpore bančnega sistema. In ravno zato je Fotona padla. Če bi dali investicije v Fotono, potem bi Fotona ostala pri nas. Ampak kaj je štos? Hec je v tem, da banke nočejo investirati, nočejo kreditirati slovenskih podjetij, zaradi tega enostavno, ker jih zavirajo od odzunaj. Ne dovolijo in hočejo, da se slovenska podjetja praktično zrušijo, padejo na najnižjo raven, da jih bojo potem poceni kupili. In mi bomo hlapci na domači zemlji. Poglejte, govori se o oživljanju podeželja. Davčni vijaki so pa strahotni. Prihranite čas za tole. Gospod Frangež, vi imate besedo, prosim. Prvič, pomembno je poudariti, da je seveda treba tekmovati in da je treba biti konkurenčen. Ampak hkrati si ne želimo, da tekmujemo z državami, ki gradijo na minimalni plači, ki dosega polovico slovenske, ki dosega povprečno plačo polovico slovenske. Mi si našo konkurenčnost predstavljamo v drugačnem tipu idealov. Skandinavske države, tudi Avstrija, ki imajo primerjalno obdavčitev in ne pristajamo na to, da so samo nizki davki odgovor za večjo konkurenčnost gospodarstva. Če bi bilo več časa, bi še razvil kako misel. Jaz bi tu rada pač rekla, da se mi zdi hecno, ko slišim kateregakoli politika, da reče, da bo ustvaril toliko in toliko delovnih mest, ker ne poznam nobenega politika, ki bi ustvaril eno delovno mesto. Tako da jaz mislim, da je naloga politikov, ki bojo v naslednji vladi, da poskrbijo za to, da bomo gradbena dovoljenja pridobili recimo v 6 mesecih, da na prostorske načrte ne bomo čakali 8 let, se pravi, da zaženejo ta stroj v Ljubljani, da bo hitreje delal in potem bodo tudi podjetja z visoko dodano vrednostjo prišla v Slovenijo. Recimo BMW iz Maribora nam je ravno zaradi tega pobegnil. Ampak veste, pri gradbenem dovoljenju, dovolite, da vas vprašam in to gre zdaj mimo časa, vi pravite gradbeno dovoljenje v 6 mesecih. Po zakonu in celo sodbo enega višjega sodišča imamo v državi, ki pravi, da gradbeno dovoljenje mora biti v 2 mesecih izdano. In redke so upravne enote in redke so te ustanove javne uprave, ki dosežejo ta standard, da bi v 2 mesecih, največ 2 mesecih izdale recimo eno gradbeno dovoljenje. So tudi taki, hvala Bogu, pozitivni primeri, ampak teh je zelo malo. Naslednja je gospa Kociper na vrsti. Gospod Horvat, sem zabeležil, pridete na vrsto.
mesto. Gospod Kociper, prosim. Ja, politika, kot je bilo rečeno, ustvarja pogoje in pogoji so tudi to, kar je bilo rečeno, gospodarske rasti ni, če niso učinkovite banke. Zato je bilo žal treba najprej urediti bančni sistem. In kot vidite, gospodarska rast je že tukaj. Ko je naša vlada prevzela, je bila minus 4,7, zdaj je 2%. Ko gre vse narobe, vedno se kriva vlada, ko je kaj dobrega, je kriva Nemčija. Tako da očitno v nekaj le delamo prav in tudi število brezposelnih se zmanjšuje. Je pa lahko tu investitor dober, kot kaže primer Durabusa v Mariboru, zadovoljni delavci, redno plačani, zadovoljni delodajalec in tako naprej. Hvala. Gospod Deželak pa gospod Horvat, takšen je bil vrstni red, prosim. Ja, torej, dosti mladih podjetij in start-upov z visoko dodano vrednostjo, mislim, kar se tiče delovnih mest, je tudi do nas pristopilo. Oni so izrazili v bistvu eno zelo preprosto poanto. Ni problema in prav želeli bi si ostati v Sloveniji. Davek na kapital je zelo ugoden, ampak zaradi birokratskih postopkov in pa seveda njihovih zahtev, da bi eventualno sploh se jim omogočilo poslovanje v Sloveniji, politika in birokracija. Smo razumeli, gospod Horvat? Najprej moram reči, da sem vesel, da ste na moji spletni strani zaznali poglavje Digitalna Slovenija. Nova Slovenija se močno obrača v Evropo, kjer so resursi. Govorimo, še enkrat ponavljam, digitalni agendi in tudi v našem programu imamo zapisano Digitalna Slovenija, temelj razvoja Slovenije. In kot rečeno, če realiziramo digitalno agendo, ki je del strategije Evropa 2020 v Sloveniji, potrebujemo do leta 2016 3000 IKT inženirjev. In tu so delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Hvala. Gremo na naslednje vprašanje. Replike smo izčrpali, ker je bilo en krog replike šel mimo. 11. vprašanje, zelo kratko in enostavno začne odgovarjati gospa Kirbiš-Rojs. Ali podpirate pobudo tukajšnjih kmetov, da bi v Sloveniji ponovno zgradili tovarno sladkorja? Ja, meni že takrat, ko je propadla, mi je bilo zelo žal, ker mislim, da je to bilo izjemno pomembna tovarna za ormoško območje. Tako da tudi v našem programu imamo samooskrbo s hrano kot naš nacionalni interes. Menimo tudi, da bi morali več delati na lokalni samooskrbi, da bi se morali ponudniki med seboj povezovati, da bi morali tudi nekako naše kmetijstvo povezati z turizmom. To je izjemna priložnost, recimo na Pohorju je to premalo izkoriščeno. Tako da seveda to podpiramo, čim več lokalne samooskrbe in pa tudi ustvarjanja delovnih mest na tem področju. Hvala lepa, gospod Kociper. Ja, proizvodnja v tovarni sladkorja Ormož je bila ustavljena leta 2006 in takrat smo, po domače povedano, skupaj s tovarno prodali tudi svoje kvote. In do leta 2017, če sem prav si zapomnila, praktično ne moremo izdelovati sladkorja samostojno, kar pa ne pomeni, da Zavezništvo Alenke Bratušek absolutno ne spodbuja samooskrbe. Jesti zdravo domačo hrano pri mizi z domačega lesa, piti zdravo vodo, to je to, kar je osnova našega programa in podpirali bomo vse iniciative v tej smeri. Tudi socialno podjetništvo, v tem smislu nekateri projekti že odlično delujejo, tudi domače kmetije, turistične kmetije in ostalo. In vse drugo, kar lahko pripomore k temu, da se iz tega nastajajo nova delovna mesta in da postane Slovenija tudi oaza, neke vrste turistična za eko in zdravo pridelavo. Lahko govorite o kvotah, 2017 je leto, ki še vedno sodi v mandat nove vlade 2014-2018. Tovarno je možno skraditi, pol pa ko pridejo kvote nazaj, pa absolutno, ja, še naredimo. Ja. Aha, ni bilo jasno. Gospa Murgel. Zdaj, ponovna stranka Mira Cerarja seveda tudi podpira samooskrbo s hrano, ampak zdaj konkretno ali projekt ponovne izpostavitve tovarne ali ne, na to vprašanje treba odgovoriti v okviru neke dolgoročne strategije, ki bo izoblikovana, strategija za razvoj Slovenije do leta 2030, kjer je treba opredeliti strateške cilje. Tako da načeloma da, ampak je potrebno ugotoviti, ali je to v strateškem cilju Slovenije in ali je to razvojni cilj Podravja. Ali je to smiselno, če vas pravilno razumem. Hvala lepa, gospod Deželak.
Torej, ja, bilo bi seveda smotrno, ne? To je bila ena večjih napak v bistvu v Sloveniji, kar se tiče v bistvu pridelave sladkorja. Mislim, da nimamo teh kvot več, to je katastrofa. Kar se tiče pa kmetijskih subvencij, je za nas pač specifika, da se s subvencijami kupovalo orodje in stroje. Mislim, da imamo največ traktorjev na prebivalca na svetu. Mislim, da je treba tukaj bolj usmeriti se v programe informatizacije postopkov v kmetijstvu, eventualno trajnostnega ekorazvoja in tako naprej. Da tukaj so rešitve, ki so tudi v bistvu za prihodnost Slovenije zelo pomembne. Hvala, gospod Frangež. Da, absolutno podpiramo. Veseli smo tudi, da smo v nekaj letih uspeli kmetijstvo pravzaprav narediti v nekaj, kar vsi skupaj v tej državi razumemo kot eno od bolj perspektivnih panog. Še pred nekaj leti je bila to povsem obrobna dejavnost. Danes se vsi zavedamo pomena samooskrbe in vsi se zavedamo pomena ekološko doma pridelane hrane. Podpiramo to inicijativo tudi zato, ker je to inicijativa kmetov, ki so pripravljeni svoj denar vložiti, bom rekel, v zagon takšne proizvodnje. Mimogrede, tovarna sladkorja Ormož pa žal ni edini primer, ki kaže na to, kako neposrečena je lahko privatizacija. Kolegi, ki so bolj naklonjeni privatizaciji kot mi sami, radi navajajo primere slabega upravljanja državnih podjetij, pozabljamo pa na to, da imamo danes že vrsto primerov slabe privatizacije teh podjetij, ki niso delali ne za delovna mesta in ne za razvoj slovenskega gospodarskega okolja. Hvala, gospod Horvat. Najprej bi želel povedati, da ne bi zvenelo, da je v mandatu 2004-2008 vlada prodala sladkorno fabriko. To seveda ni res. Takoj, ko smo na odboru za zadeve Evropske unije ugotovili, da z letom 2016 sladkorne kvote v EU padajo, sem vladi dal pobudo, da od nizozemskega lastnika kupi zemljišče v Ormožu, zemljišče, kjer je stala sladkorna tovarna. Cena je bila približno 5 milijonov. Odgovor vlade je bil, da tukaj mora biti zasebni kapital. Moj namen je bil ta, da vlada to odkupi in potem, ko bo prišel zasebni kapital, da bo tovarno gradil, potem vlada to proda za isto ceno. Da se ne bi pojavili namreč špekulativni kupci tega zemljišča. To je bil moj namen. Sladkorna pesa v severovzhodni Sloveniji je bila pravzaprav, če gledamo kalkulacijo, ena najdonosnejših oziroma najdonosnejša poljščina. Tako da v Novi Sloveniji to seveda podpiramo in če bomo v vladi, bomo spodbujali, da bo dejansko čim prej se našel tudi investitor in da se bo zagnala gospod Jelinčič. No, prodaja te cukor fabrike, kot so jo rekli, se je začela že precej prej, pred letom 2006. Namreč liberalna demokracija Slovenije je to prodajala na dolgo in Slovenska nacionalna stranka se je skozi borila proti temu. Nismo uspeli ničesar, ker so nas potlačili. Tudi koalicijske stranke takratne so bile enostavno tiho. Ampak to ni edini primer. Konec koncev, prodali smo Lek, kupil ga je Novartis, Novartis zdaj gradi novo fabriko v pomurski regiji, tam imamo pa Galex, ki propada. To se pravi, je nekaj narobe pri tistih, ki vodijo podjetja in te bi morali ven potegniti, pa jih malo povprašati po zdravju. In jaz mislim, kaj bi bilo potrebno. V pomurski regiji, pomursko-podravski regiji, recimo te obe reki, da zavzamemo, bi morali narediti novo univerzitetno središče za agronomske, živinorejske in živilsko-predelovalne študije. To bi bilo tisto in na osnovi tega bi potem lahko gradili tudi naprej. Hvala, gospod Jelinčič. Predlagam, da se pri tem vprašanju, ker je bilo zelo eksplicitno, odpovemo replikam, ker je težko replicirati temu, da ja ali pa ne. Pa 20 minut po avtocesti je Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru, gospod Jelinčič. Ja, samo da vam povem, Pomurci bi zelo radi to imeli, tudi raziskovalne inštitute. To se da povezati tako z Mariborsko fakulteto kot z Ljubljansko, da se naredi genska banka v Pomurju, da se naredi semenska banka v Pomurju in še marsikaj. Samo razmišljati je treba. Hvala za ta dodatek. Naslednje vprašanje, pri katerem mislim, da bodo tudi potrebne replike, ampak vprašanje je namreč zdravstvene in reforme. V povolilnem programu, namreč teh 8 priporočil Evropske komisije, nekateri imenujejo tudi povolilni program nove vlade, kdorkoli bo že na teh volitvah zmagal.
Torej v tem dokumentu sta omenjeni tudi pokojninska in zdravstvena reforma in zdaj zadržimo se pri zdravstveni reformi. Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji na čakalnih listah 40 tisoč pacientov, ki so čakali na 52 različnih zdravstvenih storitev. Leto pozneje je na manj storitev, na 46 storitev, čakalo že 62 tisoč pacientov. Skratka, poslabšal se je dostop do zdravstvenih storitev in to v nekem zelo radikalnem odstotku in deležu. Sprašujem, ali ste za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za večji obseg pravic v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja in kako v zdravstvu zajeziti neracionalnosti in korupcijo, na katero sicer nenehno opozarjamo. Tokrat začne gospa Kociper odgovarjati na to vprašanje. Ja, zdravstveno področje je res izjemen veliki problem, zato tudi ena od prioritet našega programa. Ena večjih napak, pa ne vem, če lahko rečem napaka, ker kaj mnogo nismo mogli spremeniti, to je pač koalicijski partner, je, da je tako dolgo gospod Gantar ostal minister. Žal, on je premalo naredil, v 2 letih ni bilo narejeno praktično nič. Potem smo še predolgo zbirali novega ministra, to je bila zahteva Desus, če se spomnite. Potem smo imeli še izjemno smolo z ministrico, to je bila naša krivda. Skratka, tukaj smo naredili en kup problemov, je pa to področje treba rešiti. Treba je narediti končno reformo, ne moreš narediti v enem letu, treba je premisliti, kaj vse res sodi v košarico storitev. To košarico je treba redefinirati, tako da bo primernejša, da ne bo zmanjšala obsega pravic, ampak da bojo v njej takšne pravice, ki bodo dostopne čim večjemu številu prebivalstva. Dalje, postopna ukinitev dodatnega zavarovanja, seveda postopna normalizacija tega ločitve javni in zasebni sektor, to je nastalo zaradi čakalnih dob, dela je ogromno. Hvala, gospod Murgel. Stranka Mira Cerarja je za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in za ureditev zdravstvenega zavarovanja v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tole področje bo potrebno na novo urediti zakon in popolno ureditev zdravstvenega zavarovanja urediti v tem zakonu. Skratka, področje reformirati, predvsem pa razmejiti med javnim in zasebnim zdravstvom. To je ena od prioritetnih nalog in s tem tudi nekako odpraviti te težave, ki se pojavljajo predvsem v postopkih javnega naročanja, tudi s to korupcijo, ki se pojavlja v zdravstvu. Hvala lepa, gospod Želak. Ja, tudi pirati se strinjamo za postopno ukinitev dodatnega zavarovanja oziroma združitev teh sredstev eventualno v osnovno. Bi pa rekel, da kar se tiče zasebništva, seveda tudi si želimo ločeno od javnega za večjo efektivnost oziroma racionalizacijo teh postopkov bi bilo pa smotrno uvesti tudi centralizirano naročanje v bistvu v komplet sistemu. Hvala, gospod Frangiš. Prvič, glede na to, da se za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in obvezno zdravstveno dajatev, ki naj ga nadomesti, s čimer bomo neposredno in čez noč spravili v zdravstveni sistem, v zdravje ljudi 60 milijonov evrov, ki ga danes pobirajo zavarovalnice, smo se zavzemali že ves čas. Pravzaprav smo zelo veseli, da se tej iniciativi danes pridružujejo tudi stranke, s katerimi smo bili do sedaj v koaliciji in ki do zdaj razumevanja zakaj takega niso imeli. Drugače bi ta vlada že lahko to uredila. Pa ni. Ključni problem slovenskega zdravstva, če vprašate nas, je dostopnost do kakovostne zdravstvene oskrbe. Ne model financiranja. Model financiranja pa je namreč takšen, da UKC Maribor določa kvoto, koliko takšnih in takšnih operacij lahko na leto izvede. Ne pa, kakšne so potrebe ljudi, kakšno je med nami, med ljudmi, potreba po določeni zdravstveni storitvi. To je treba spremeniti in potrebo po kakovostni in dostopni zdravstveni oskrbi vrniti v središče kot izhodišče resne zdravstvene reforme, ki mora vključevati tudi razmejitev med javnim in zasebnim in vse tisto, kar so pravzaprav kolegi že tudi dejali. Dobro, pri replikah vas bo še nekaj vprašal, gospod Horvat.
Mi smo danes na tiskovni konferenci povedali, da bomo šli v koalicijo samo s tistimi partnerji, ki bodo sprejeli naših 5 ključnih reform, med katerimi je seveda zdravstvena reforma, ki je res nujna. Poglejte, mi pravzaprav v času te vlade, približno 8 mesecev nismo imeli ministra za zdravje in vsi pravimo in trobimo, da je zdravje naša največja vrednota. Katastrofa. Kaj moramo narediti in kaj piše v našem programu Odgovori za prihodnost? Piše to, da bomo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije demonopolizirali. Danes je to monopol, to je nek starodobni socialistični mastodon, ki posamezni zdravstveni ali pa recimo bolnici napiše načrt, recimo neka bolnica XY lahko na leto opravi samo 250 operacij slepiča. Ja, kaj bo z 251 pacijentom? Glejte, Avstrija ima obvezno zdravstveno zavarovanje organizirano znotraj, mislim, da čez 20-24 zavarovalnic. Seveda, opozarjamo, mora pa biti neka agencija, ki bo vse to nadzirala. V redu, gospod Jelinčič. No, v prvi vrsti dodatno zdravstveno je treba ukiniti, seveda. Zavarovalnice pa naj ne bojo firme za delanje dobička, ampak za služenje ljudem. Kar se tiče pa zdravstva, prvo, kar je treba narediti, prepovedati, da bi bili zdravniki direktorji raznih zdravstvenih ustanov in tudi minister za zdravje ne sme biti zdravnik, kajti pride do kolizije interesov, prijateljske vezi in tako naprej. Od DDV-ja je treba nujno odvajati 1,5% direktno za zdravstveno blagajno. Ta denar potem ne bi zginil neznano kam. Pri ceni zdravil je treba stisniti tele veledrogerije. Veledrogerije prodajajo slovenska zdravila doma 2 do 3krat dražje kot ista zdravila v tujini. Treba je uvesti plačilo po delu, ne po izobrazbi. Zato imamo probleme z sestrami medicinskimi. In pa uvesti centralno naročanje na ministrstvu, kjer se bo naročalo tako oprema kot pripomočke zdravstvene, da se izognemo tem velikim dobičkom raznim špekulantov, ki sežejo tja od 70 do 120%. Hvala lepa, gospod Kebišres. Ja, tudi pri nas je zdravstvena reforma v bistvu na prvem mestu, ki bi se želeli lotiti v primeru, da bomo v vladi. V bistvu imamo tukaj ista stališča, se pravi razširitev osnovnega zavarovanja, odprava dopolnilnega, ločitev javnega in zasebnega zdravstva. Ključen problem se nam zdijo tudi javna naročila v zdravstvu, se pravi tudi to bi centralizirali. Meni osebno se zdi nemogoče, da vzdrževanje neke postelje v bolnišnici stane 8.000 evrov na leto, s tem sigurno nekaj ni prav, tako da na tem je treba delati. Upam pa, da bo naslednja vlada pač našla ministra, glede na to, da ga že 4 leta ne najdemo v Sloveniji, ki se bo uspel, zmogel, hotel spoprijeti z temi lobiji in da se bo tudi, ne vem, na nivoju predsednika vlade postavila neka zaveza, da se to reši, ker očitno tu imamo največji problem. Lobby v zdravstvu. Hvala, ta krog odgovorov smo zaprli. Gospod Frangež se je prvi javil k repliki, saj se drugi še lahko javite, ampak bi rad pa gospod Frangež, glede na to, da ste prej govorili in ste dali Univerzitetni klinični center v Mariboru kot primer. Ne vem, rečejo toliko in toliko operacij smo sposobni narediti in za toliko naj bi dobili denarja. Ni res, ne rečejo oni tega. Oni rečejo, mi smo sposobni narediti vse operacije, zdravstvena zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovalnice pa je pripravljeno plačati samo 250, ne pa 251, če uporabim primer, ki ga uporablja Jožef. Ker ni bilo mišljeno oziroma ni bilo razumljeno, kot ste prvič povedali, ampak gre za en drugi problem. Kako pa zdaj komentirate ta zaplet s 3 kardiologi v kliničnem centru, da je moral direktor Pivec v bistvu tako rekoč vojni ukaz dati, da morajo opravljati svoje delo in zagotavljati 24-urno varstvo? Takšne stvari so v slovenskem zdravstvu nesprejemljive. Na eni strani imamo preobremenjene zdravnike, ki pa še imajo vedno čas, da delajo malo javno, malo zasebno, malo kot direktor bolnice, malo kot kirurg. Na drugi strani pa imamo vrsto mladih zdravnikov, ki ne dobijo zaposlitve. To je nesprejemljivo. Ampak če grem nazaj na primer, ki ga je dal kolega Jože, mi da ste zdaj že stara prijatelja. Strinjava se v diagnozi, ukrepi pa diametralno nasprotni. Poglejte, Nova Slovenija hoče komercializirati sistem, več zavarovalnic, konkurenca med zavarovalnicami, mi pa pravimo, to je smrtna obsodba javnega zdravstva. To je smrtna obsodba enakih možnosti vseh, da pridejo do kakovostne zdravstvene oskrbe. Izboljšano upravljanje, mogoče je upravljati to slovensko zdravstvo boljše, tako na nivoju zdravstvenega doma kot bolnišnice, kot na nivoju celotnega zdravstvenega sistema. Potrebna je ločitev
posameznih sistemov, nič več tega prelivanja med javnim in zasebnim, če hočemo polje urediti. In še en podatek naj vam povem. Povprečje v Evropi je 85% prispevajo ljudje sami za svoje zdravje, znotraj javnega sistema 15% sami za svojimi doplačili. Slovensko razmerje je že 70-30. Mi smo nevarno na poti komercializacije in privatizacije javnega zdravstva, ki pravzaprav najbolj ogroža celoten sistem enake dostopnosti do zdravja vseh. Dobro, gospod Horvat, vi ste se naslednji priglasili. Ja, zdaj vsem spoštovanjem do kolega Frangeža, ampak če je on našo rešitev obsodil, da je smrtno nevarna za javno zdravje, potem so v Avstriji že vsi mrtvi. Ne? Jaz bi tukaj opozoril pa zdaj na nekaj primerih. Ne? Glejte, mi že ne vem koliko let, ne vem koliko milijonov evrov smo že zmetali v informacijski sistem, ki mu rečemo e-zdravje. Zato mi v Novi Sloveniji toliko govorimo, da mi moramo imeti za državo narejen integralni informacijski sistem, ki bo služil ne samo za zdravje, ampak za mnoge druge servise, dele servisov, ki jih mora država upravljati do državljanov. Hvala lepa, gospod Jelinčič. Jaz mislim, da ena od dobrih potez v slovenskem zdravstvu bi bila to, da bi bili zdravniki plačani po delu. Kdor dobro dela, naj zasluži, kdor slabo dela, se mu zahvali za rože, pa se ga pošle kam drugam. To je ena od najbolj pomembnih zadev. Temu se reče plačilo po delu, ne pa po izobrazbi. Tudi medicinske sestre. Z medicinskimi sestrami je grozljiv problem. In kaj je na koncu? Delali so, noč in dan so delali, potem jim je pa minister iz vaše koalicijske ali kjer je že koalicijske vlade, jih je po glavi udaril tako, da morajo vračati tisto, kjer se je država zmotila. Lepo vas prosim, kje pa smo. Hvala, gospod Kociper. Ja, ker je bilo prej premalo časa, seveda korupcijo smo pozabili omeniti v zdravstvu, pa je dokazano, koliko milijonov odteka skozi to necentralizirano javno naročanje. To me moti, pa je dokazano. Ja, A je dokazano, zdaj se ni pa hodim dokazano? malo razjeziti svoje kolege, ki jih vedno na ta način razjezim. Ne. Mi smo eno leto na vladi, pa par mesecev smo imeli to ministrstvo in ko smo prišli tja, je bilo jasno, da se leta in leta že ve za korupcijo. Kdo je korumpiran? Ja, ne vem, zakaj se ni vse to že prej. Kdo? Ja, nekateri so zdaj že v postopkih, ampak zakaj se niso te vse stvari, ki so že toliko in toliko let jasne, v vseh teh letih, ko so bili nekateri v vladi, že večkrat že uredile. Tako da zanimivo je, kako smo si na zdravstvu vsi soglasni, kaj bi bilo treba narediti, pa žal še ni bilo narejeno. Nihče ni omenil, da so zdravniki predlagali zdravstveno reformo, pa nihče od politikov jim ni rekel, niti blefirate. So pa dali svoj predlog, kako bi bilo treba, med drugim tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ampak predlagam, glede na čas, ki nam je na voljo, da se posvetimo še temu vprašanju korupcije z enega drugega zornega kota in tokrat brez replik, ampak samo z enim zaključnim stališčem vsakega izmed vas v minutnem odgovoru. In sicer gospodarstvo obremenjuje visoka stopnja korupcije. To je dobesedni citat iz tistega dokumenta Evropske komisije, ki se ga večer poslužuje. In komisija nam priporoča izboljšanje učinkovitosti javne uprave in pričakuje učinkovitejše delovanje sodstva. Kako to doseči, ampak probajte biti kar se da konkretni in glede na to, da ste vi sodnica, gospod Murgel, pravo vprašanje, da začnete prvi nanj odgovarjati. Učinkovito delovanje sodstva po vseh podatkih statističnih, ki jih imamo na voljo iz sodstva, ti statistični podatki kažejo na to, da se število nerešenih zadev v sodstvu zmanjšuje. Tako da sodstvo dela vedno več in vedno bolje. Potrebni so ukrepi v sodstvu, lahko se še poveča učinkovitost sodstva, ampak tega se ne more delati z stihijskimi ukrepi, z nekim pogromom proti sodstvu. Tako da stranka si prizadeva za še večjo učinkovitost, tudi za določene modele nagrajevanja po učinkovitosti dela, ampak te stvari je treba premisliti in strateško iti v te rešitve, ne pa stihijsko in z iskanjem grešnega kozla v sodstvu. Hvala lepa, gospod Deželak. Torej, ja, ničelna toleranca do korupcije. To je prvo, stroge kazni za nosilce oziroma odgovorne na projektih oziroma eventualno teh stvarih. Ampak to je, ko pridemo na sodišče, kako predtem?
sama transparentnost teh raznih postopkov, govorim zdaj na splošno, ni dovolj. Ne? Se pravi, transparentnost brez odgovornosti, se pravi, efektivno transparentnost je tisto, kar si želimo. Kar se tiče pa postopkov na sodišču, je pa tako, ja, vse postopki se zmanjšujejo oziroma pač eventualno bi se še dal kaj narediti tako, da se malo informatizirajo pač sistemi in tudi za sodnike eventualno zmanjša neki te pač birokratski postopki, ki jih morajo pač narediti, da prelagajo papirje, namesto da se ukvarjajo s sodbami. Hvala lepa, gospod Frangež. Ničelna toleranca do korupcije, dosledno spoštovanje neodvisnosti sodstva, vključno za trajnim mandatom sodnikov ob spoštovanju visokih etičnih in pravnih standardov. Policiji in organom pregona je potrebno zagotoviti vse potrebne materialne in pravne resurse, zato da nečednostim pridemo do dna in da zagotovimo delujoče okolje, v katerem bo korupcija in gospodarski kriminal ter kriminal nasploh kaznovana. Sicer pa smatramo, da imamo v celotnem sektorju država pravzaprav problem z tem, čemur mi rečemo delujoča država. Mislim, da je treba zagotoviti dobro upravljanje vseh družbenih podsistemov za to, da bo država imela spet svoj smisel in da bo dobro omogočala življenje in posel v tej državi. To je ključno. Mi želimo izboljšano upravljanje podsistemov, ker razumemo, da lahko samo na ta način zagotovimo kakovostno javno šolstvo, kakovostno javno zdravstvo, kot tudi učinkovit sistem pregona in odkrivanja kaznivih dejanj. Gospod Horvat. Kar se tiče korupcije, smo mi postavili tezo, ki se glasi: več privatizacije je manj korupcije. In spomnimo se, da nam je konec leta 2012 vrh slovenskega gospodarstva parlamentarcem in takratni vladi postavil 4 zahteve. Presenetljivo za nekatere. Na prvo mesto so zahtevali pravno državo. Pravno državo. In prej sem govoril o 5 naših ključnih reformah, med katerimi je seveda tudi reforma sodstva. Ko bo prišlo nazaj tistih 50 milijard evrov, bom verjel, da sodstvo o pomoči policije in Dursa dobro dela. Do takrat pa ne. Zakoni se žal uporabljajo po priimkih. Kakor se kdo piše, tako se zakon uporablja. In po podatkih Evrope, ko je bil tukaj gospod Dale, ko je delal analizo iz Nemčije, našega sodnega sistema, je prišel do grozljivih podatkov, ki so bili objavljeni. Ampak ta gospod je moral po mesecu in pol spokati nazaj v Nemčijo in tisti podatki, jaz imam spis, so zaklenjeni nekje na sodišču, ampak vsi pravijo, da krasno delajo, imajo pa preveliko število sodnikov, premalo se dela, preveliki zaostanki, opremljenost sodnikov je v primerjavi z nemškimi izredno dobra in tako naprej. In dokler bojo človeka poslali za 5 evrov v uklonilni zapor, enega, ki je ukradel 5 milijonov, pa da lepo teka okrog, pa mu še sodniki in sodnice štango držijo, pa se smehljajo, lepo prosim, do takrat v Sloveniji ne bo pravne države. Ampak gospod Jelinčič, v vašem primeru so pa bili sodni organi presenetljivo večkrat uspešni. Ja, so bili uspešni. Zakaj? Zato, ker se pišem Jelinčič. Če bi se pisal kako drugače, recimo ne bom povedal, ker ime, da me ne bo spet kdo tožil, ker mene tožijo za vsako ime, ki ga na glas povem, vsi so užaljeni, se to ne bi zgodilo. Ampak ker se pišem Jelinčič, je pa vse, kar rečem. Se še čuden, da danes nisem nič takega rekel, da bi me zaradi sovražnega govora kdo tožil. Dobro, v redu, nisem hotel izvati, bom rekel, tega in tudi smeha, ker ne gre za smešno temo, niti približno, gospod Kirliš, prosim. Ja, tudi mi zagovarjamo seveda ničelno toleranco do korupcije. Kadrovsko bi še ukrepili Nacionalni preiskovalni urad, Komisijo za preprečevanje korupcije, nekako zagotovili, da bi med seboj bolj sodelovali. V programu imamo tudi vzpostavitev finančne policije, ampak jaz bi rekla, glede na svoje izkušnje v vladi, glede na to, da sem bila funkcionar, mislim, da se na tem področju so vseeno pokazali neki premiki. Komisiji za preprečevanje korupcije smo mogli prijaviti vso svoje premoženje, potem, ko smo končali s funkcijo, smo mogli ponovno poročati in čez 1 leto bo morala spet poročati, tako da v mojem primeru se točno vidi, ali se mi je kaj to premoženje povečalo ali ne, tako da napredek tu sigurno je.
Bi pa številne probleme rešili tudi, če bi na nivoju države, na nivoju občin, recimo izvajanja javnih naročil, centralizirali, da ne bi vsak posebej tega izvajal. To je enkrat že predlagal minister Gaspari, ampak je žal bil dobesedno povožen. Tisti, ki so ga povozili, pa že vedo, zakaj so ga. Tako da škoda, da do tega ni prišlo. Hvala, gospod Kociper, vi ste zadnji v tem krogu. Ja, ob vseh grozljivih pritiskih na sodstvo zadnje čase je vendar treba najprej jasno povedati, kar so tudi državljani že opazili, tudi nekateri so danes že omenili, da sodstvo zadnje čase bolj učinkovito dela, zmanjšuje zaostanke, skrajšuje roke odločanja, tako v zahtevnejših zadevah kot manj zahtevnih zadevah. In tukaj je bilo kar precej narejeno, tudi v tem mandatu. Dali smo več pristojnosti predsednikom sodišč, kajti verjamem v neodvisnost sodstva. Zelo spodbuden se mi zdi, da je bil ta dogovor med sodstvom in državljani, ker so bili doseženi roki, v katerih se naj odloča. In pa seveda spoštovati treba sodstvo, da dela v miru. Kjer je še zdaj po našem mnenju možnost za napredek, je na tožilskem delu, se pravi v predkazenskem postopku. Tam smo v tem mandatu dodelili dodatna sredstva kljub težki finančni situaciji in zlasti bi radi, da je sodstvo bolj učinkovito pri pregonu nezakonito pridobljenega premoženja. V tem smislu smo tudi zdaj popravili zakon, da ga bo lažje uporabljati in upajmo, da se bodo rezultati videli kmalu. Hvala vam lepa, drage gospe, spoštovani gospodje. Končali smo z našo oddajo. Hvala vam za sodelovanje v tokratnem soočenju in za vse, kar ste predstavili. Slišali ste, spoštovani gledalke in gledalci, na volitvah boste odločali vi. Letos je zanimanje za predčasne volitve večje kot pretekla leta, kar nakazuje, da želi veliko volivcev prilisičiti neroden dopustniški datum volitev in vendarle oddati svoj glas. Če želite spremembe, morate biti zraven. Mi se od vas poslavljamo in vas prepuščamo še eni nogometni vročici na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Še naprej prijeten večer in nasvidenje.